burnem dogajanju, se bomo pač ukvarjali z eno zadevo, ki verjetno zanima še posebej novinarje medijske hiše in gre za našo pobudo, da bi čim prej spremenili kazenski zakonik v tistih delih, ki omogočajo pregon novinarjev strani države oziroma strani tožilstva. Veste, da se razprava o medijski svobodi odvija že nekaj časa v Sloveniji in da žal ugotavljamo, da na vseh lestvicah, mednarodnih lestvicah medijske svobode Slovenija izgublja svoje položaje. Večkrat smo se vprašali, zakaj se to dogaja. Nekaj odgovorov je klasičnih, prevlada politike, prevlada kapitala, oženje medijske svobode in tako dalje. Te vzroki za tako razmeroma slabo stanje medijske krajine v Sloveniji je težko pripisati samo eni oblasti, eni vladi, ampak je to proces, ki verjetno ima določene korenine tudi v sistemu, torej v zakonodaji. In ob upoštevanju nekaterih ugovorov, zahtev, navsezadnje je nedavno se oglasilo tudi Združenje novinarjev in publicistov na to temo, smo ugotovili, da dejansko eden od ključnih vzrokov je naša zakonodaja. In to kazenski zakonik, ki je bil sprejet oziroma je stopil v veljavo oktobra 2008. Torej, gre za zakon, ki je bil sprejet v prejšnji Janševi vladi pod taktirko takratnega ministra za pravosodje dr. Šturma in ki v bistvu uzakoni možnost, da pregon zoper novinarje, novinarske hiše in urednike izpelje tožilstvo. Da ni samo predmet zasebnih obravnav oziroma zasebnih tožb, ampak smo razširili na državno tožilstvo pristojnost, ko gre za pregon v zvezi z dejanji zoper čast in dobro ime, ki jih predvideva zakon, ko se ti nanašajo na uradne osebe, tako državne kot lokalne. Iz tega zakona in iz tega člena, še zlasti iz 168. člena, izhaja možnost, da so novinarji preganjani prav na podlagi tožbe tožilstva. In zato imamo tudi toliko primerov. Nekateri so zelo glasni, zelo odmevni in vse te tožbe in ti pregoni mečejo resno senco na prizadevanja, tudi na iskrena prizadevanja vlade, da bi nekako izboljšali medijsko krajino in širili medijsko svobodo. Seveda vprašujemo se, zakaj po 2 letih te vlade in tega mandata nismo tega sramotnega člena in vseh elementov kazenskega zakonika, ki ožijo medijsko svobodo in pravzaprav ustrahujejo novinarje, zakaj jih nismo do zdaj razrešili drugače, zakaj jih nismo izbrisali. Verjetno, ker si je vlada in domnevam tudi minister Zalar zadala cilj, da bo
spremenila kazenski zakonik celovito. In na tem delajo po mojem in našem mnenju prepočasi, kajti v teh 2 letih se že odvijajo zgodbe, ki škodujejo ugledu Slovenije v odnosu do novinarstva. Zato mi bomo dali pobudo in predlog, da se nekateri členi kazenskega zakonika spremenijo in to zlasti v tistem delu, kjer je predvidena za kazniva dejanja, kot je zoper čast in dobro ime, kot so obrekovanje, razžalitev, predvidena tudi zaporna kazen. To se nam zdi nedopustno. Zaradi takih dejanj zakonik predvideva zaporno kazen od 3 mesecev najmanj do 1 leta. Ne samo za avtorje teh domnevnih razžalitev in obrekovanj, ampak tudi za urednike. Torej, zakonik leta 2008 je omogočil, da se pregon razširi od avtorja tudi na odgovorne urednike in na medije, ki to objavljajo. In še posebej so kaznovana tista kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, ki so objavljena v medijih. Torej, še ta poudarek kaznovanja medijev. Mi mislimo, da je to težek anahronizem, da to Slovenijo nekako objektivno približuje madžarskemu scenariju in ne bi tega želeli. Danes v petek bomo poslušali tudi madžarskega veleposlanika in mu bom seveda postavil vprašanje, kaj nameravajo z novim medijskim zakonom, ki so ga ravnokar sprejeli in uveljavili na Madžarskem. To je sramota za demokracijo, sramota za Evropsko unijo, da se predsedujoča država na tak način loteva novinarske svobode. In ker ne želimo biti niti podobni, niti oddaleč podobni takim madžarskim scenarijem, in ker menimo, da je zakon, ki je nastal v Janševi vladi in je bil namenjen ustrahovanju novinarjev z strokovno razlago takratnega ministra Šturma, čist anahronizem, in da pride do paradoksa, ko Združenje novinarjev in publicistov opozarja na nevarnost tega zakonika, pozabljajo pa povedati, odhod izhaja in čigav je bil ta zakon. Zaradi vseh teh vidikov menimo, da je napočil čas za jasno spremembo, za črtanje drugega odstavka 168. člena in za črtanje vseh tistih delov v členih, ki predvidevajo kaznovanje z zaporom, zaporno kaznjo. Tožbe naj so možnost varovanja časti in dobrega imena, vsekakor, ampak tožbe morajo biti zasebne. In to naj velja tudi za župane, tudi za politike, ko imajo tak primer. Mislim, mi tukaj ne problematiziramo pravice nekoga, da se na pravni način pravno brani pred obrekovanjem in pred žalitvami. Ne želimo pa, da se ustvari kasta privilegiranih uradnikov, od županov do poslancev do ministrov, ki pa seveda to prepustijo tožilstvu. Tožilstvo pa je mašinerija, ki bistveno bolj vplivno, kompetentno in udarno lahko izvrši pregon zoper novinarje. Torej, ta je naše osnovno stališče. Oblikovali smo že predlog spremembe tega zakonika. Domnevamo, da bomo slišali ugovore, češ, da hitimo ali da prehitevamo, da se pripravljajo spremembe. Mi menimo, da je specifično
področje novinarstva zelo delikatno in je najprej treba zaščititi svobodo govora, izražanja in svobodo novinarskega poročanja. Zaradi tega smo zato, da se najprej lotimo te spremembe, nato pa celovite aktualizacije tega zakonika. Hvala. Zdaj to pošiljate verjetno v koalicijsko usklajevanje ali kakšna bo procedura? Tako, najprej, kot je običajno, bomo to predlagali koaliciji. Smo želeli vendarle najprej pojasniti, zakaj gre. Ta predlog smo pripravili že prejšnji teden, zdaj ga obelodanimo in takoj bo sledilo koalicijsko usklajevanje, nato pa upam tudi nadaljevanje postopka. Se bojite teh, ste omenili nekako očitkov, da je treba, da pripravljajo itak spremembe, ne? Ravno koalicija ponavadi za predloge, bomo rekli, ki prihajajo iz opozicije za posamezne člene, večkrat se nekaj zavrne, češ da se to pripravlja kot sistemska. Ja, to nas je navdihnilo tudi pri naši oceni, da je treba deblokirati Slovenijo. Mi smo stalno soočeni z blokadami in prav ta način v bistvu navideznega usklajevanja, ki potem pripelje do nobenih rezultatov, je en način blokiranja, ki ga ne odobravamo. Zato želimo pri tem biti jasni, udarni in kolikor se da učinkoviti. Zato smo napisali ta predlog zakona, podobno smo storili tudi z zakonom o zasegu nezakonito pridobljenega premoženja, postavili smo koalicijo pred dejstvo in tudi ministrstvo se je začelo s tem resneje ukvarjati. Torej, ne bomo čakali, da stalno opozicija ponudi nekaj rešitev, ki potem so strokovno lahko sporne, ampak dejstvo je, da če to počne opozicija, to počne legitimno in da je treba to včasih upoštevati. Zato je tudi ta pobuda, jasen poziv koaliciji, naj začne delati, naj se ukvarja tudi s to problematiko. Dejstvo je, da ni bilo odgovorov, zakaj smo tako slabo rangirani na lestvicah medijske svobode. Verjetno ni samo zaradi tega, ampak to je eden ključnih vprašanj. Ali je ta zakonik imel že kakšne posledice, to je že 2 leti v veljavi, mogoče veste za kakšen primer, ko bi tožilstvo izkoristilo to možnost? Ja, to se je zgodilo na zadnjem, če se ne motim, najprej z Janezom Janšo, ki je tožil finskega novinarja. Ta tožba je šla preko tožilstva. Na to zdaj, da uravnotežimo situacijo, to se dogaja tudi z novinarji, ki jih toži župan mestne občine Ljubljana in verjetno bo še takih primerov. Poznamo pa tudi primere politikov, ki se niso želeli poslužiti te možnosti in so tožili novinarje, ampak zgolj na osnovi zasebne tožbe in pri tem vztrajajo. Ampak potem je to odločitev posameznega politika, ali se bo poslužil te možnosti in nekateri so videli v tem priložnost, da tožilstvo potem preganja novinarje. In to je tisto, kar je najbolj vidno tudi na mednarodni sceni. Pač Slovenija je država, kjer država zaradi razžalitve ali zaostrene kritike lahko preganja nekatere novinarje. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa. Hvala tudi vam. Nasvidenje.